Lepo zdrav in seveda dobrodošli v drugo oddajo. Ojoj. Ojoj. Tako sem že v prvi povedala, da kaj je v bistvu ta oddaja. Ta oddaja je za vas, ker se bom pogovarjala tukaj vse stvari, kar pa se pogovarjamo malo bolj za zaprtimi vrati. In smo se odločili, da je bilo mogoče fajn, da malo damo ven, da veš, da nisi sama, da se pozdravim tebe. Pa da smo tukaj, da ti pomagamo, zato smo v bistvu tukaj. In sicer danes je tema spuščanje pa odpuščanje. Jaz bi rekla, če lahko jaz začnem z odpuščanjem. Jaz na svoji koži, pri svojih izkušnjah bi rekla, da odpuščanje je nekaj najtežjega, kar sem lahko naredila. Najtežjega. O čem lahko govorim? Jaz lahko govorim o partnerski vezi. Jaz imam otrok, ko živimo, imam seveda tetele, ko smo matince, tečne, tako danes. In kaj bi rada rekla, da jaz sem se naučila, koliko smo bila s partnerjem skupaj, mislim na 5 let, smo bila skupaj, smo glih začela na novo živeti skupaj, v novo hišo, vse na novo. In je bilo res veliko pritiska. Ogromno pritiska, ampak jaz ne, to ni izgovor za bilo kaj, to sploh ne da bi iskala, ki pa. Ampak veza je v bistvu tek šla na... Jaz mislim, da smo se blizu, smo se bila pa tako daleč, da nisem mogla. Ampak problem je bil to, da jaz sploh nisem vedela, sploh se nisem zavedala, ker sem bila toliko okupirana z drugimi kao problemi, da sploh nisem videla, kaj se dogaja v najni vezi. Res nisem videla. In pol, ko sem v bistvu jaz zvedla, da naj bi me varal, ne vem, me je varal ali ni, ker nisem nikoli ta pravih dokazov dobila, tudi mi ni priznal, seveda kot če nisi... Če te zdrav ne dobijo, ne boš priznal. In se mi zdi, da za mene to odpuščanje je bilo nekaj največjega, ampak nisem mogla dolgo. Pa sem mislila, ja, vse sem oprostila. Sem zato, ker sem nahodila nazaj, ker sem ga imela tako rada, da ga nisem se niti videla, da bi bila brez njega. Res se nisem videla. Ampak, ko sem zdaj, ko nazaj malo gledam, se mi zdi, da sem se sama prepričala, da bom oprostila, ampak nisem. Res nisem. Zakaj? Zato, ker vsakič, ko je bilo kaj bilo, sem vrgla to nazaj. Veš, ko ti, ko enkrat oprostiš, to se pravi, da spustiš tudi stvari. Oproščanje pa spuščanje je v enem. Ni, bi rekla, v 2 različnih mestih, ampak je na enem mestu. In tukaj sem na totalni črti sem padla. Zdaj le vidim, prej pa nisem videla. Prej sem pa mislila, ja, vse sem čisto oprostila, spustila, vse je te, ko mora biti. Sem se modla. In je v bistvu vsakič, ko je prišel do tistega, ko sem vrgla spet isto nazaj, kam je naredil, sem podoživljala iste občutke. Iste. In me, a veš, tako prvič, ko sem zvedla, me je bolelo. Skozi. Zato zdaj vidim, da težko, zelo težko je odpustiti. Zelo težko. Ker moraš sam sebi oprostiti. In to sem hotela reči. Dokler sam sebi ne oprostiš, meni se zdi, še pa težje, da prvo moraš res sebi oprostiti, da v bistvu si takrat v tistem trenutku naredil, kar si najboljše znal. A ne? Za tebe je to bilo najboljše. Pač ti si takrat zmogel, nisi zmogel drugače. In ko to narediš, pol šele lahko drugmu odpustiš. Meni se tudi to zdi, no. Jaz sem v tej smeri razmišljala. Jaz sama več iz tega nisem videla. Ja, sej. Jaz sem bila prepričana, da sem oprostila. Sem bila 100%, ker jo, to sem jaz sem čisto, ko prišel pa tisti trenutek, buf, je pa vse plavo spet nam. Tako eno, tisti bes, ampak res bes. Jaz sem bila to besna. Da nisem vedela, odkot bi da bo, veš da odkot kaj. Se pa nisem mogla oprostiti, ker sama sebi nisem mogla oprostiti, kak nisem tega videla. Samo to je. Ja, ker to meni je najbolj, ker jaz sem bila control freak, se reče. Kontrolo si posla. Skozi sem imela vse, sem bila po reglicah. Da sem jaz to spustila, da jaz nisem videla. Wow! Kako se lahko meni to zgodi? To je najbolj tisti ego, meni, kak meni. Ja.
To sem, zdaj, ko nazaj gledam, težko je, zelo težko. Jaz sem imela isto izkušnjo. Jaz sem bila prepričana, da moj partner tega pri meni nikakor ne bi naredil. Nikakor da ne. Niti pod slučajno da ne. In udaril je iznenada. In to z konkretnimi dokazi. Isto, bes, jeza, jaz priznam, jaz bi ga fentala v tistem momentu. Če bi ga lahko, bi ga zdržala. Dokler ne bi nehal dihati in sem se sam mislila, ta boljša leta sem ti dala, in isto. Koliko nisem tega opazila. Vsi so vedeli. To je najslabše. Vsi vejo. Ego. Ja. A vem, da sem si takrat najbolj predstavljala, to tako boli, da tega ne prevoščim najslabšemu sovražniku. To je nekaj najhujšega išče s to skozi. Potem tudi študirala. Kaj naj naredim, stara sem bila že 30 let. Ko naj sploh naredim, rada sem ga imela. Po drugi strani sem vedela, da sem tudi je šla nazaj, nisem več tuj hotela biti z njim. Rada sem bila že bolj sama. Ker smo pa le že bila 10 let skupaj, iskala sem že svoj kotiček samote, ni mi bilo več to, da smo skupaj. On se je, sploh se nisem zavedala, da se je on že ob tem počutil samega, da je večkrat hotel, da sem zraven in je priložnost dala priložnost in se je zgodilo. In je bila veliko mlajša od njega, polna verjetno energije in nekaj novega spet. Tako. Ampak mu pa priznam, in to vsakemu čast, vse je priznal. Brez olepšavanja. Vsa pisma, ki mu jih je pisala, in po teh pismih sem videla, da je bila zgolj izradek, kot mi temu rečem, da je nekako tolažil verjetno svojo osamljenost, ker tudi jaz nisem bila vedno na razpolago. Če sem odpustila, še danes ne. Veš, to se tudi jaz sprašujem, če sem res odpustila. Še danes. Spustila sem, ampak odpustila, se mi zdi, da je še tisti kanček od zadnji, ko še vedno tik-taka, veš, vedno, ko je bilo kaj, se spomneš. To je to. Tako, in tudi pri vsakem hujšemu prepiru, rečem, imel si priložnost, lahko bi šel, nisi šel. Imel si idealno, lahko greš tja, še danes mu to vržem pod nos. Ne morem pozabiti in preboleti, kaj še lepo, mislim, pozabiti sploh ne. In veliko ljudi mi je reklo, veš, če se to enkrat zgodi, ti bo še pa drugič naredil. Ampak sem se odločila še enkrat dati priložnost. Vam pa moram povedati samo to. Prijateljice so mi vse govorile, pusti, to moraš stran. To ni vredno, da je s tabo. Samo ena je bila, ki je rekla, dobro premisli, ker ni lahko iti iz take dolge veze. Ja. In bila je tudi moja šefica, ki mi je takrat rekla, zapomni si, ženska vedno podpira 3 vogale. Nisi prva, pa nisi zadnja, to je življenjska izkušnja in tudi ona mi je rekla, zelo, zelo dobro premisli, kaj boš naredila, ker nisi v letih, ko si stara 20 let. Ker si imela, ker je to resna veza, vprašanje, kaj bom pripravljen narediti. Samo, a veš, Katja, tule, ko ti je rekla, da nisi več 20 let, sploh ne važno, ko si star. To je dala limita na to, to ni prijazno rečeno, veš, ko je strah zraven, zdaj so pa že malo starejša, kam pa se je, zdaj pa sama, pa se vržeš v to zaradi straha. Ja, to se strinjam, ampak tako mi je hotela povedati, zrela si, pa še znaš razmišljati, kaj hočeš dejansko v življenju. To je pa drugo, kaj želiš. Kaj želim. In se pravi, samo ena mi je, in ta tudi recimo moja zelo dobra prijateljica, in samo ona mi je rekla in nekako sem razumela šele kasneje, da je šla ona isto skozi to. In da so to, in res, takrat sem pa še ne videla, kaj se res dogaja. To ogromno ljudi vara, ogromno. Zaradi nekih potreb, osamljenosti. Hvala Bogu, če pa ne zve. Hvala Bogu. Ker če zve, so to težke, hude bolečine. Jaz rečem, duševni tako podere, da se ne moreš, da se težko bereš. Da si lahko čestitaš, da si šla skozi to, da si pretuhtala, kaj so to je vrednote. Meni se zdi, da dostikrat podležemo pritisku družbe. Kaj družba
dirigira neke norme pa vrednote nam, ko v bistvu mogoče sploh niso to naše vrednote. Da niso. Ne. In moraš fajn je, da ti sam pri sebi razčiščiš, kaj so tvoje vrednote, čem boš ti sledil v življenju, kaj je tvoja rdeča nit v življenju. Ne tisto, kaj bo ti družba narekovala. Zato pa se mi zdi, da tole, ko si rekla, da je treba še delati, kaj ti sploh hočeš. Ja. Kaj sploh hočeš, ne ti druge, pa kaj se je zgodilo, kaj hočeš. A si pripravljena iti naprej, pa spustiti, a pa oprostiti. Ok, je težko, res je težko. Jaz varanje še nisem imela v vezi, tako da to ne morem reči, ne. Nimam te izkušnje. Duševni mir ti čisto pobere. Želiš si, da bi umrl, dobesedno. Ja, se je v bistvu, ko en del tebe umre, tisto totalno zaupanje, pa tista ljubezen do nekoga, ko vse kar, pa ne samo to, vsi trenutki, ko si imel z partnerjem, vse umre, ker ne veš, a je bilo sploh res, a se je pretvarjal, a je sploh res, da ima rad, ker če bi ima rad, ne bi tega naredil. Jaz tudi vem, tu je debata pri mene, a bi to naredil, če bi imel rad, ali veš, a je tu glede tega povezano. Po mojemu ni, malo dolgočasnost, ko pride, ko se neha. Pa mogoče ponudi se mu prilika. Je nekaj dolga, veš, Enim tudi samo to Ja, dajo priliko. prilika. Moški, ja, pa sploh moški so. Dajmo jo izkoristiti, ne. Moški so sploh. Pa se ne samo moški, Se ženske tudi varajo. Se mi zdi, da je razlika. Moški gre iz potrebe. Ženska Gre pa s čustvi. Nekako vedno se mi zdi, da je Ja, tukaj... ker moški gre s tem, kar vidi, ženska gre pa čisto Ja. s Srcem. Ja. Veš, da imamo čisto drugače. Ja, tako da včasih mogoče in lahko odpustimo, ne, ker itak ni razmišljal, ne, mislim, sploh ni videl. Ni vedel, kaj dela, ne? Ni videl duše ženske, ne veš, ne, ni pa to drugač, ne, in ženska prevara, po mojem, veliko bolj boli. Po mojemu tudi, ko moramo noč čusti, ko so čustva Ja. zraven, je malo več pomeni. Ja, Ko pa moški, se mi zdi, da moški, tako si rekla, ima bolj po potrebi, ja, ženska gre pa prav za feelingi, ko pa čutiš nekaj do njega in Ja. ko se začne to razvijati, je težko iti zdaj pa. in moški se tega zavedajo. Ja, to je zelo, res, se pravim, to je bilo, tudi takrat sem se jaz čustveno zelo zlomila, čist. Čist. Tudi meni se je duševni mir čist podaril. Jaz nisem več videla smisla v ničemer. Ampak pol počas. Počas je šlo naprej. Jokala smo oba, to lahko priznam, jokala smo oba. Pa se on jokal za tega, ko si izvedla? Ne. Ja, ne, pravim. Zlobo se je, ko sem rekla, da, ker sem še v nekem trenutku pač čutila, da je boljše, da gremo na razen in je rekel, ne bom preživel. Rekel, ne bom preživel vse. Mi pomeniš, nočem ne nje, ne kogarkoli drugega, ne, ampak rabila sem leta še in še danes. A misliš, da boš lahko te odpustila? Odpustila. A pa spustila bolje, no? Spustila sem že do te mere, da bo zdaj veliko bolj zaupam. Ok. Včasih si mislim, dobro, da si že malo starja, tako da človek. Ne, ti mi na starost. Pozabila, odpustila, nikoli. Po mojem, da ko še bom umirala, bom rekla. Se še kar spomnila. Ti, če boš dementna postala, znaš, to je spomnila. Si bo napisala, kaj še moramo. Evo, si videl, kaj ste rekla. Ojoj, kaj In zmerom je jezen, zmerom. Omakne se in tišina in nič ne govori. Ampak misliš, da je to v redu za vezo? Kaj, to ne Za vajno vezo. da bo spodnašal? Ja. Da viš, seveda ni v redu. Ne mislim za tebe, ker tudi, ko sem ti rekla, meni vsakič, ko Pa nazaj se vračaš. Ja, Pardon. vsakič, ko smo vrgli A veš? nazaj, sem spet tiste feelinge podoživljala. Ja, ni v redu, ne? Tisto bolečino, pa vse nazaj prevrelo. Ko si pa spet v drugi energiji tam, ko Ko ne, ni bi treba. mogel iti naprej, pa v bistvu nazaj stopiš korak. Ja. To je... Seveda ni v redu, vse včasih si mislim, pa ti bod tih. A pa ker,
Ampak moje usta so hitrejše, ko mislijo. A veš, kaj bi pa jaz tudi edino, ker zdaj sem pa res, sem oprostila, pa sem spustila. Zakaj? Ker zdaj malo drugače gledam na življenje pa vse skupaj. In zdaj vidim, da takrat, ko se je to zgodilo, nisem bila prisotna, sploh ko nisem vedela, kaj se dogaja. In res nisem bila not v vezi, nisem bila v vezi sama s sabo. To zdaj vidim. Tako sem rekla, ko sem bila res glede norme, pa vse to je moglo biti pri meni prišli. Tako da bo pomagala. Še jaz ne bi sama sabo lahko živela, res ne, ker je bilo pa, je bilo uber. Ampak kaj hočem reči, je, da zdaj vidim, da smo rabila to. Prav potrebovala, ker veza nikamor ni šla. Ker je prišla, se mi zdi, do nekih vrat, ko se niso odprla. Ker ni bilo niti zdravo, ne za mene, niti za njega. Ampak takrat, ko se je vse to naredilo, smo se začela pogovarjati. In se mi zdi, da največji ključ v vezi je pogovor. Ampak odkrit pogovor. To je pa zelo težko. Da si ti odkrit, da nekoga, ko ga imaš res rad. Pa da mu poveš, kar res čutiš. Je včasih malo boleče. Za tebe in sploh pa za tisto, kako mora to slišati. Lahko zelo prizadaniš. Ampak to je nekaj najboljšega, kar lahko daš. Najboljšega. Ker v bistvu pa lahko začneš graditi, ker veš, kje si. Da si res brez dlake na jeziku, da poveš. Če ti kaj ni všeč, bilo kaj, da vržeš ven, tako da bi vrgel prijateljici. Ja. To je nekaj najboljšega, kar lahko narediš. Ker Jaz se tam se pa strinjam. začne graditi. In jaz sem zdaj tudi postala. Ali pa tudi v družini, ali pa ni važno, s kom imaš vezo. Ni važno. Tako, bodi odkrit, bodi tisto, kar si. Če znaš biti tisto, kar si, lahko pol tudi nisi osamljen. To je veš, da ne, se ne moraš biti. A ne? Ko se ne pretvarjaš. Ja, ker si resničen do teh. Ja, do ljudi, s katerimi si v stiku. Kaj bi pa vi rekla, vi dve, ko imate otroke, pri partnerju, a si malo bolj hitrej odpustiš pa spustiš zaradi otrok? A bi rekla, da igrajo veliko vlogo? Ja. Pa zakaj? Kaj pa imajo otroci tukaj zraven? Del naju so. Ja, ampak ne del vojnih problemov, veš, stvari. Na račun otrok se marsikaj odpusti, spusti, ker Ne želiš to, da se to vodi v familiji. Kako probaš stvari čim prej rešiti, da greš Družinsko lažje naprej. Ja, a pa jih rešiš? A daš sam flajšter gor na problem, pa rečeš, vse bo boljše. To se pa vsaki trajta malo odlepi, pa spet isto, pa isto, pa je vedno več. To je pa frustracija, pa ko eksplodiraš, pa eksplodiraš. To je To to. se pa že otroci večji. Ja, to je tako. Ko se skregaš, so najprej novi hiti, pa pridejo pa stari hiti. To, kar smo prej rekla, vse od odzadnji vržeš naprej. Za 10 let nazaj, to je smo spomnjene. To je, da nekako flajšter čez, flajšter čez vse, zato da se ne vidi, pa da nekako funkcioniraš za naprej, da ko gremo na kak izlet ali pa na dopust, da se imamo fajn, ne. Čeprav otroci čutijo, Ja. ful čutijo. Ja. Ko se jaz razjezim, mi celo Ela reče, mami, prosim te, čist nič več ne govori, ker pol on začne. Vidi. Ja, točno ve. Mami, če si ti tih, je on tudi tih. In ona točno ve. In jaz pol sam se pravi, najprej novi hiti, pol pa še stari od zadnji. A pa če te gledaš, a misliš, da ni boljš, da ne odpustiš malo prehiter zaradi otrok? Zakaj? Zato, ker ti si velika učiteljica otrokom. Jaz znam. Oni to vidijo in vidijo, kako normo imaš, kak standard imaš. Absolutno res. In otroci včasih, jaz če se sebe spomnim, postanejo tako bolj neki balza med partnerjema. Kaj pa prko? To je pa tudi res. A veš, Vedno je nekdo, ki stopi na tvojo stran, a ne? Vedno imaš nekoga Neki v zadnji, balzam. ja, mirovni še on malo zraven dodača. Mirovni Se ne pride, ja, mene tučiš.
Gremo na Adrija. Moja hčerka, ko se vedno na mojo stran postavi, tako da še kaj moram dodati. Jo, manjšini, ja, tako je. Se mu čutiš malo bolj močno. Ja, močno. Samo se mi zdi, da je za dolgoročno, se mi zdi, da to ni v redu. Dolgoročno, po mojemu, je... Ja, učimo jih dejansko s tem, da se, kako bi temu rekel, da je res obliž gor, ne. Ja, Jaz sem kaj vidijo od staršev, pa to Ali- predelajo. ali pa mask. Ja, čala gor. pa ne Tako. vidijo, Ja. Po mojemu to ni v redu, no. Moje mnenje. Zdaj, ko vidim, zdaj pa sem malo starejša, malo bolj modra pravim. Ja. Z izkušnjami postaneš malo Modrost. bolj moder. Ja, absolutno. Samo je pa tudi odvisno, kak je problem, a ne, zdaj, če je to nek vsakdanji itak da, pač se pogovoriš, greš naprej, če so pa ne vem kaki globi, pa dobro, to pa mogoče še jaz nisem imela, vidim, da bi. V tej vezi ne, varanje sem imela prej, v pač Jasniških ljudi. pa pač je šlo takrat takoj na razne, ampak to druga pa še, tu pa še ne, no, trkati. Tako da jaz ne vem, kako bi zdaj tole reagirala, po moje, ne vem, če bi Ne, težko. Tako jaz, no, se Ne bi imela zaupanja več, to pa, če To je- to gre, To je čisto, ja. ko to gre, pa pač. Nimaš več? Ne. Nič več nimaš. Pri meni Tako, jaz se sicer z moškimi bolj razumem kot ženskami, jaz imam veliko sodelavcev, prijateljev. prijateljev, ampak vsi mi isto povejo. Nikoli ne varajo zaradi Zaljubljenosti, da bi se v žensko zelo. To mi je pa zmerno ful zanimivo, Okay. da vedno bolj varajo s tem, potrebe. ker pač doma nikoli, ponavadi je tako, ne, Ko par dobi otroka, ne, mi pa takrat, če nismo imela Ebe, ko par dobi otroka, je moški postavljen na Na stran. stranski tir in res nima več neke pozornosti partnerice, takrat je baje najboljši, takrat je baje največ vara. Ampak, Ja, samo to ne sme biti zgovor, veš. Ne. ampak To je za mene izgovor za njega. Ja. Se bil izpostav, mislim, Ja. si me pustila, tam sam sem bla bla bla. To je... nisem zdržal. Ja, nisem zdržal, s papirji ne rabiš držati. Mama, ženska je seveda utrujena od tega, sigurno. In da nikoli ne, da res redko kdaj, ker moški baje v ne vem kolikih primerih, komi, v nekolikih malih procentih zapusti žensko, pa ni zdrugo. da si novo, ponavadi Niti pod pogojem ne poštudiraš. Veš, kaj bolj kot rečejo, v smislu, da je trava bolj zelena, Ja. pa vidim, da ni. Ja. Ko pride rutina, je pol isto. No to je to, če sem cajt itak ugotovijo, da so pa Na istem. Na istem. Sam Pač, ko štej, se da ti tukaj smeh imajo. poliže, ne, Ja. ti je pol Sam je zgleda, da dihte, da se kako oni problemi pojavljajo. Ne. Valjda. Se tako mora biti, ko to pol rasteš. Tako. Tako, ja, saj to so preizkušnje. Ja. Ja, kaj pa pri prijateljstvu, kaj bi rekla, glede odpuščanja? A je lažje odpustiti prijateljici, ko pa... Ja, odvisno kaj. Da ti je najboljša prijateljica. Ne, da te pač razočara. Se ti je že kdaj zgodilo, da te je razočarala. Rečemo, da si zaupala neke res take stvari, ko ne bi nobenemu povedala. Pa te je zatajila, pa je povedala naprej. Mislim, da je še težje to, prijatelj. Ne vem, če bi to kar tako odpustili. Ja, jaz bi tudi rekla. Po moje, tako, kako ne rečem, težje odpustiš prijateljici, kot enemu družinskemu članu. Ko imaš drugačen odnos do nje, a ne? Sploh, če je to tesna prijateljica, pa da ji ti nekaj zaupaš, pa kao, da to ostane med nama in da čuješ, da te je izdala. Meni se zdi, da to kar res boli, no. Znam pa v partnerstvu to prenesti, no. To pa ne bi znala. To pa lahko morate vidve, oziroma ve bolj. Bolj prej odpustiš po mojem partnerstvu, ko ne vem. Prijateljica mi ne bila prijateljica, ki ti res stoji ob strani pa zaupa, pa da te no izdala. A ne? Ja. Pač to je definicija prijateljstva, ne? Ja. Ker zdaj, če tega ni, pa pač
nisi več moja prijateljica. Tako. Ne vem. Pa, a ne, lahko pa si pa rečeš, ok, če me je izdala, bom si pa drugo dobil, ko bom drugo, to že nismo za skupaj, a ne, oziroma To je isto pa pri partnerju. tudi to, ja. Če si me izdal, pa nisi za mene, pa grem naprej. Ja, sem tukaj srčna ljubezen. Partnerju, ne. Ja, pri prijateljici je pa spet drugo vrste čustva, ne. Je To pa je res, da je res. hudo. Ja, ker kolegici lahko, prijateljici ne, lahko veš vse. Se zato je to, a je globlje to? Ker Ali partnerju je- to pač ne moreš No povedati. pa se ne, zato, s recimo. kjem imaš pa bolj globlje Globlji odnos. odnos? Z prijateljico ali z partnerjem? Ker partner naj bi ti bil kao najboljši prijatelj, samo ne moreš se povedati. Ne Ker moreš. Mora biti, ne, ekipa, mora biti ne skrivnosti, ampak za sebe imaš stvari. Neki svojega. Ja, Prijateljica pa res tist, da nima zadržku. ja, ko se zliješ. Če spomnim, da je ena prijateljica mi enkrat razlagala, veš, mi smo jim ne morem povedati, da ima ful grdi nožni prst. Ker mi ga kao ful prizadela, ker se je ful sigurno. V bistvu ne, prijateljica, lahko vse najboljš poveš. Recimo, marsikera prijateljica mi je razlagala, da partner, ko ga ima, pač ni najboljši v posli, ker so bili nekateri prej bolj, sem to partnerju ne morem povedati. Ampak doma pa veliko bolj rada, kot pa tiste prej, ne, ker so, ampak ni pa na drugi strani boljš, ne, in kako naj to povem, ne moreš, ne, ker to bo huda kriza, ne. Seveda. Drugačne razmere imaš, ne? In Ja. kako boš Ja, prizadela. zato pa moramo tudi meni pri prijateljice bi me bolj prizadelo, kot pa pri... Ne bi mogla odpustiti, res to, ne. ja. Je mene že, no. Sicer se mi še ni, bi rekla, da bi se mi je zgodilo, ko sem bila mlajša, ampak zdaj, ko pogledam Ja. to prijateljstvo, to je bilo pač, da so prišli pa so šli naprej. Ampak zdaj, da bi me pa zdaj, kjera tek fejst zatajila, bi ne bi odpustila. Jaz sem jo prav doživela. Ker očitno ni za mene, a si doživela? A res? In to ravno pri tebi, Natalija. Pri meni? Tako je. Oh, Ko? da bom pa zgodbo povedala. Natalija je bila moja najboljša sošolka in jaz sem jo res čustveno zelo močno čutila. Mi smo šli Tudi skupaj na morje in in ona se poroči, gre v Anglijo in smo se dostikrat slišali. In nekega dne mi pove, da ima težave v zakonu, ker je tvoj mož ugotovil, da imaš te sposobnosti, ker se je tega bal, takrat je manj šol, kako je že bilo. Ne. kak je že bilo v glavnem, V hiši, ko se to dogaja, No, tega smo mi šla pa na razen. tako, Ja, no, ja. in takrat mi Natalija to pove in seveda mene kot prijateljico skrbim, kako bo z njo, ali bo prišla domov, ali se bo znajdla. In nikoli več se nismo slišali. in šele leta kasneje sem razumela, Razumela, da je ona takrat imela tako hude psihične težave, ker je reševala. reševala svoj zakon pa vse, da valjda, da ona ni imela časa se še z mano ukvarjati. ne. Ja. Ampak Tebe je prizadelo. Ampak Ja. mene je prizadelo, ker nisem vedela, kako je s tabo, kako si, a si v redu, a si... In celo zgodilo se je, da ona se takrat nekaj poročila si se in si neko od njega prijeka, ker nisem mogla zapolniti, ne? In jaz je še vedno imela kot pod dekliškim priimkom in jo nisem več našla nikjer, ne na Facebooku, in jaz sem leta in leta Natalija razmišljala, kako si. Veš, ko je. In pa dobim ti srečni klic, da imamo v leto, mislim, v obletnico mature in ko sem zvedla, da je Natalija, meni se je son, da boš ti prišla, meni Se je ti dan polepšal. ampak jaz vem, da sem te že zdavni odpustila. Meni je bilo pomembno samo to, da si zdrava, da si v redu in da si ok, ampak me je pa takrat tvoj molk, ko takrat seveda nisem razumela, da rešuješ, ko smo bile stare 20-23 let. Ja. Enostavno nisem razumela, da si imela toliko večje probleme od mene. Da si tebe zapustal. In me nikoli več ni poklicala in veš, kolikrat sem se vprašala. In ko sem bila noseča, pa ste to je pa zdaj 7-8 let, pa 9 let nazaj, nekega dne, ko smo s tistim velikim trebuhom,
se spomnim, da mi je prišla v misel Natalija in sem rekla, zdajle, pa če cel velejo okrog obrne, jaz jo bom najdla. In v spominu sem takoj dobila Jenkova 11B in sem klicala tja upravnika. Ja, upravnika bloka in sem vprašala, ali še tam živi Natalija Lahovnik. In so rekli ja. In sem rekla, prosim, povejte jim, kdo sem, zakaj kličem. In isti večer me je Naslednji dan si me kontaktirala. O, res? prek Facebooka. O, wow. In sem ti že zdavni pred leti odpustila. Jaz pa nisem vedela, zakaj takega dogaja. Ja, res. Ja. O, wow. Šele ko sem dozorevala, pa bila starejša, sem doumela, kako hude težave si mogla imeti. Da nisi mogla niti več kontakta spostavljati, ne? Ko si Ja, reševala. jaz sem bila cela, to, ko si v tem nič več ne vidiš. Tako. Tako si rekla, tako da bi umrla. Ja. Ja. To je del tiste v tebe, gre čist na podni. Takega podna ni. Ampak bi pa rekla, da bi šla nazaj, isto bi naredila, isto izkušnjo bi rada imela. Ja. Res. Ja. Ker sem se ogromno naučila. Ja. Res ogromno. Ampak kaj bi jaz, kot da bi nekomu dala na svet, kako spustiti, bi rekla, a pa oprostiti. Jaz bi samo tukaj rekla, poglej sebe, ti nisi nič kriva. Situacija je bila, kar se vedno zgodi z dobrim razlogom, ne za slabim. Ker za mene je bilo to nekaj najboljšega, cela dinamika veze se je spremenila. Jaz sem se spremenila, jaz sem zrasla, jaz sem se tam, ko sem videla, kako sem jaz bila, da še sama sabo ne bi mogla živeti, kak je šele moj zramen živel, Bog je reveč. A veš, tukaj jaz bi rekla, samo pogledaj sebe kot eno energijo, eno osebo, ko rasteš. In vsako izkušnja je dobrodošla, da si ti boljša verzija sebe. Ja. Kaj bi ti Absolutno strinjam. Kaj bi ti predlagala nekomu? Mislim, ti ne moreš spustiti, ker še ne nisi spustila. Ampak vsem tukaj še vedno je problem ta ego. Ne. Kako si lahko mene? Tako, ne. Mene. To je res ego. Ja. To je najbolj ego. Ja, Zakaj glih jaz? In pa si mislim, nobena kraljica nisem, pa Madonca še angleška kraljica je svojemu možu odpustila. Ne, da ne bi jaz, a veš. Ja, ne. Ampak res je pa ego od zadnji, ne, tisti ego, ker se sami sebe ogromno poveličujemo, ne, Mi smo kao najboljši. nikoli pa ne vidimo res, Bog ne da, da ti kdo tvoje napake pove, ker ti Ja, ni. Kaj črto potegne? Kaj bi ti predlagala? Ja. Jaz tudi sem imela, moram to tudi povedati, da sem imela zelo podobno izkušnjo s tem, da moja prijateljica je pa sestro izgubila. Sestra je umrla in se je tudi totalno zaprla in je spustila vse prijateljice in dolg. Tega nisem mogla preboleti, ker je bila meni zelo ljuba, no, in čez en čas so pol poti naju spet malo združile in sem zelo hvaležna, da še vedno v stikih, še vedno smo prijateljice, čeprav se manj vidimo, ker zdaj že imamo vsak svojo družino. Ampak ja, se mi zdi, da mogoče določene vezi se včasih morajo raziti, da ti malo od strani oziroma od daleč malo pogledaš na veze, kako imaš. Tudi mogoče čez en cajt, ko malo ti zrasteš, vidiš, zakaj se je to moglo zgoditi. Da tista čustva daš malo na stran, pa da dejansko bolj realno vidiš, kakva veza je. A je za tebe, a je to v redu, ali se želi za njo potruditi ali ne. Ja, mislim, da kaj bi svetovala tu. Pač včasih, da malo tudi ego spustiš, pa od daleč pogledaš na stvari. Iz drugega kota. Ja, iz drugega zornega kota, no. Da se ti lučka prižge. Ja, da se ti lučka prižge, pa da res vidiš, a je to, za kaj se želim potruditi, pa želim... To je to. Ja. ključek, a se želim potruditi. Potruditi za to vezo. vezo. Ja, tako. Ja. Kaj pa ti, Stanka? Ja, jaz bi pa tu kar strinjala se, da najprej vse razčistiti, kaj želim, kam grem,
kaj pričakujem od osebe ali partnerja ali prijatelja. Ko boš to vedel, pa boš tudi vedel, a se ti splača potruditi pa odpustiti, a boš, da začneš na novo, da sebe pregledaš, pa pol vidiš vlogo drugega ob tebi. Evo! 45 minut tega mina, že ni več. Konc. Pa je še ful zapovedati. Imamo še vele, imamo še veliko stvari. Tako da najlepša hvala, ko ste se nam danes pridružili seveda in tudi dobrodošli v naslednji oddaji. Tako da hvala lepa in naslednja. Hvala lepa. Adijo. Adijo.